Lepo pozdravljeni, naslova ne bom ponavljala, samo da ne izgubljamo časa. Najprej bom razložila nekaj osnovnih konceptov, samo zato, ker seveda še ne operiram in s čim bom pač kasneje, kar bom razlagal. Prvi ta koncept je seksualna industrija, to je koncept, ki nekako preučuje oziroma govori o nekaterih akterjih, ki so znotraj seksualne industrije. Torej, to so tisti, ki bodisi prodajajo seksualne storitve ali usluge, bodisi tisti, ki kupujejo, bodisi govorimo o nekih organizacijah, podjetjih, skratka v nekem širšem kontekstu. Drugi izraz je seksualno delo. Seksualnim delom jaz operiram specifično v tej raziskavi oziroma tekom mojega raziskovanja. Torej, to so vse vsebine, storitve, produkti, v zameno za materialno ali nematerialno kompenzacijo. In tretji izraz, s katerim bom danes operirala, je študentsko seksualno delo. To je moj specifičen fokus, torej, ko govorimo o neki specifični skupini, predvsem skupini mladih, ki se nam v šolskem izobraževanju, tekom pač študija tudi lahko upravljajo seksualno delo. Gre se za neko končno stvar v bomo primeru. Torej, ko govorimo, ne govorimo o nekaj, kar se bo dogajalo večno, ampak govorimo o točno specifičnem obdobju in tudi o specifičnih posameznikih, ki imajo specifične identitete. Zdaj pa, zakaj raziskovati seksualno delo? Kako in kje začeti? To je neko tako vprašanje, ki ga pogosto sama dobivam s strani medijev oziroma na splošno, skaj se pa ti tega lotila. Zdaj, zakaj raziskovati? V Sloveniji je približno 84,000 študentk in študentk. To je prva stvar, ki jo rada poudarjam. Torej, to je kar velika populacija, Slovenija je vsem okoli 2 milijona. Torej, neka velika populacija ljudi, velika populacija mladih, ki se izobražujejo, ki hodijo na neko šolsko izobraževanje in ki bodo nekoč prišli na tak dela, nikoli v prevzeli neke službe. In tudi mladi, ki pač bodo nekoč naša družba, ne? Mi smo pač to, kar ne bo družba, ne? In torej prvi dik je ta, torej mladih je kar nekaj, torej se moramo ukvarjati s tistimi, ki so, ki študirajo in kaj se z njimi dogaja. Nek drug način je tudi ta paradoksa, ne. Torej, a mladi v Sloveniji, torej govorimo v kontekstu Slovenije. Slovenija kot neka socialna država, der pač absolutno ne rataš opravljati seksualnega dela, zato ker si varen, imaš denar, imaš vse možnosti. V bistvu mladi to delajo zato, ker to morajo početi, ali je to zato, ker pač to hočejo početi? In zakaj so tukaj neki razlogi, ali se bo nekdo odločil zato, ker je prisiljen, ker recimo sami v Sloveniji govorimo, da pač imaš možnosti, imaš oblike študentskega dela, ki so druge, ali je to nekaj, kar pač se dogaja zdaj tukaj okoli nas. Zdaj, kako in kje začeti? To je bilo eno vprašanje pri meni. Moja sreča in pa nesreča je to, da sem študentka. Torej, jaz sem se lotila tega tako, da sem raziskovala med svojo populacijo. To je neka specifika, tudi po antropologiji, zato ker ponovadi se antropologi in antropologi odpravljajo v neke druge kraje, za neka druga okolja, ki mi so znane. Jaz sem se pa odločila narediti malo pač in raziskovati med mojimi kolegi in kolegicami, med študenti, študentkami, torej med vsemi tistimi, ki smo v študiju, ki smo v procesu študija. Zakaj? Zato, ker sem poslušala veliko zgodb. Veliko zgodb sem poslušala o tem, kaj se mlade danes s tem odločajo, veliko zgodb sem poslušala o tem, kaj pa če bi jaz zapravičujem kleveticam. Verjetno je bo še nekaj. In skaj bi se jaz sploh matril v navadnih študentskih delih, skaj bi jaz delal navadna študentska dela, če se lahko prodajam. Veliko več, pač tega je bilo vedno več, če se zdaj s tem koncepti konkretno ukvarjam že 5 let. Vedno več je bilo teh vprašanj, zakaj ni sploh delal študentsko delo, če lahko, ne vem, grem seksat za 150 evrov ali pa ne vem, odprem OnlyFans, ker so tudi neke ideje, kaj seksualna industrija prinaša. In neka ideja res je v tem, da je tam veliko denarja, da je to nek lahek zaslužek, ki ti bo omogočil neko rešitev, sploh med študijem, ko si ti brez denarja in si odvisen ali od svojih staršev, ali si odvisen od nekega drugega kapitala, ki ga imaš ali sam ali neka tvoja okolica. Pač, zakaj bi to delal? In jaz sem začela s tem, da sem šla raziskovati med nami. Šla sem na kave, pogovarjala sem se veliko, ker to je bil pač nek vidik, kar mi v antropologiji radi počnemo, torej pogovori. Najprej so se začeli pogovori. Torej, kaj se dogaja, a ti razmišljaš, da to je ajni. Na začetku, torej okoli leta 2020, ko sem prvič začela s to temo, je bil folk tega ni v Sloveniji, to se ne dogaja. Takrat je bil še COVID in itak COVID je še dodatno spremenil situacijo za študentsko delo, zato ker naenkrat tudi mladi niso mogli več delati. Kar veliko služb se je kar naenkrat spremenil, recimo gospodarstvo, kar skiče ne vem, nekega gostinskega, nekih restauracij se kar naenkrat zaprli, vsaj smo doma. Takrat se je recimo ful začel več govoriti o tem, tudi na medije začel nekako prehajati. Na drugi strani pa govorimo tudi o pač tej medijski krajini, v kateri mi živimo, torej na teh državnih omrežjih, nekih takih lokacijah, kjer se mladi tudi danes gibljamo, ker smo vsem bolj generacije interneta, bolj generacije državnih omrežij. In bolj smo tako, gremo začeti tako. Zdaj, kaj je nek cilj moje raziskave? Ker vsaka raziskava mora imeti nek cilj. In najprej na prvi raziskavi, ki sem jo delala par let prej, sem se jaz ukvarjala z vprašanjem, ali v Sloveniji obstajajo ljudje, ki opravljajo seksualno delo. Temu je bil pa v bistvu cilj, kaj to, ne torej, kdo to počne,
ampak kako o tem razmišlja dejansko generacija leta 2024-2025, torej specifično, ker se ni tako več časovno zamejiti in sem vzela, kako so bili takrat, istočasno, kot sem jaz, študentke in študenti. Torej, ali se med mojimi vrstniki in vrstnicami dogaja to, da o tem res razmišljajo? Ali je to samo nekaj, kar si jaz zmišljam, zato ker sem pač bolj senzibilna za to temo, ker se samo s to temo ukvarjam in je moj cel fokus v bistvu na tej temi? Ali je to nekaj, kar se pač dejansko dogaja? No, in potem so prišle ful zanimive ugotovitve v celotni raziskavi. Najprej, nek časovni razpored, ko govorimo konkretno o tej raziskavi, ki je v največ fokusa, malo bom pa dajala tudi nekih sladkorčkov iz mojih preteklih. Trajala je približno 15 mesecev, uporabljala sem kombinirano metodologijo, kar sicer ni kot značilno za antropologijo, predvsem zato, ker mi smo bolj te terenske osebe, torej mi gremo na intervjuje. Na drugi strani pa pač sem izvajala tole anketo, ki je trajala samo 17 dni, se mi zdi. Torej, razširilo je preko 1700 ljudi, pa po čiščenju in konkretnih smo razpolagali z 955 rešnimi anketami, pa 141 neformalnih intervjujev in pogovorov, ki so se pač dogajali v tem obdobju leta pa pol. Torej, to so bili tiste dve osnovne stvari, tretja stvar je bila ta autoetnografija, značilna za antropologijo, torej, da jaz sem sama sebe prej spraševala, kaj se dogaja, kako se jaz odzivam na teren, torej, kaj meni ljudje povejo, kaj stvari, ki jih jaz opazim, torej na eni strani, kaj so mi ljudje govorili, na drugi strani, kaj so ljudje delali, še na druge stvari, kad smo šli, kaj so bili dejansko podatki v nekih anketah, ki so tudi kazali neke pač razlike. Zdaj, neko dejstvo je, o katerem se ful rado govori, brezplačen študij v Sloveniji, to je neka taka mantra, ki jo imamo, v Sloveniji je v bistvu študij brezplačen, ampak dejstvo je, da pač življenje je v bistvu zelo drago in študij v resnici ni brezplačen. Srečo imamo, da na javnih univerzah imamo brezplačne šolnine, ampak to ne pomeni, da je cel študij brezplačen, ker študij je marsikaj drugega, kot samo šolnina, so tudi najprej vpisni stroški, pisar, ponavadi niso nekaj velikega, neka literatura, neki materialni stroški, recimo na mojih oddelkih, nekateri oddelkih fedec pod nami veliko terena, in so še te stroški, pa je pa še drug svet, kad se mu pa reče, treba preživeti, torej moraš nekje živeti. In če nimaš recimo kapitala staršev, ali nudijo neko stanovanje, moraš najti nek prostor, kjer živiš, to je možno, recimo, da dobiš neko državno štipendijo, neko sofinanciranje, ampak s tem ti še zmeraj več rečeni situacije, da si ti lahko študent, ker danes biti študent v bistvu zelo stane, pač to ni neka stvar, ki je samo na voljo. Torej so vsi te stroški, ki so, torej ne samo jaz lahko študiram oziroma jaz hočem študirati, ampak to, da jaz lahko študiram, moram jaz tudi preživeti, moram nekje živeti, moram nekje jesti, moram nekje piti. In to so neki taki glavni vidiki, zakaj se tudi mladi vsem odločajo oziroma začnejo razmišljati o tem, da bi opravljali seksualno delo. In kako se to povezuje v bistvu s seksualnim delom? En del sem itak že povedala, torej sami stroški, in tudi iskanje rešitev za sofinanciranje svojega študija. Ampak ne samo iz vidika preživetja, ko res hočem samo plačo, ampak samo tako, da lahko živiš kot študent. Včasih se je govorilo, se veliko slišimo neke zgodbe, mogoče strani profesorjev, marsikoga, da se jih študent ni čas, da boš to malo v delu, ampak da se danes ful spreminjajo sami pogoji, ne samo dela, ampak tudi življenja. Vsak dan je draže in je pač življenje, ko se vedno draže, stroški se okoli nas veliki in tudi neke druge stvari se dogajajo, kar pomeni, da je to neki pritiski, neki potiski, ki te spravijo v seksualno delo. Zdaj, ena izmed rešitev je bila pač ravno to, lahko vstopaš v seksualno industrijo, lahko začneš opravljati seksualno delo, vse to mi je na voljo, to je zdaj pač nekaj pas, vse noben bo izvedel, vse to lahko naredim, da rešim svoje življenje, pač iz različnih vidikov, zdaj ali iz finančnih ali pa iz nekaterih drugih. Dejstvo pa je, da je tudi seksualna industrija kot taka vedno bolj vidna. In zakaj je bolj vidna? To ne pomeni, da bomo mi zdaj videli na ulici, na ulicah v bistvu seksualna industrija umira. Tudi smo včasih videli neke erotične salone, striptease lokale, kot se zdaj vse zapira. Vse to se seli na splet, kjer je pa velik del našega življenja. Zato te pač naše življenje zdaj nekako sporedno poteka. Nekje je to fizično, kjer smo, nekje pa na svetu. Vsi smo odvisni od mailov, recimo. Tak zelo dober primer za študentke in študente je, imamo digitalne teta, od katerega smo odvisni, ker pač preko te naj bi komunicirali. Pač naše življenje se premiga v to digitalno sfero. Bolj ta seksualna industrija, kako zdaj to povezamo s tem. Digitalizacija seksualne industrije se istočasno dogaja kot digitalizacija našega življenja. Torej, cela industrija se premika tudi na digitalno, imamo en klik stran stvari, ki se dogajajo. Torej, v tem primeru jaz imam tukaj pač to razloženo na dan, torej digitalizacija seksualne industrije je nekaj, kar vpliva na celotno seksualno industrijo. Torej, ni dela seksualne industrije, ki na to nima vpliva, Mislim, digitalizacija na to nima vpliva. So pa specifične oblike dela znotraj seksualnega dela, ki pa niso nujno digitalno seksualno delo. Torej, govorimo ali o tistih, ki so pač digitalne, recimo neka prostitucija, torej, ko govorimo o nekom seksanju zgana, ali pa na drugi strani OnlyFans, recimo neka platforma, ki je zelo znana, v katero je danes recimo rešiteljica naših tegob oziroma študentskega življenja.
In to postane kar naenkrat neka rešitev, zdaj pa če ne morem preživeti, se bom pa pač lotila ali pa lotil tega. Zakaj pa digitalno seksualno delo postaja zanimivo za študentsko populacijo? Res neko tako ključno vprašanje. Ali pa zakaj postajajo te platforme toliko zanimive? Zakaj bi šel mi tja? Zakaj bi šli študenti tja? Neka iluzija varnosti, neka iluzija nadzora, torej da jaz sem tam varna, zato ker to ni fizični prostor. Moje telo se tega fizično ne bo dotaknilo, moje telo fizično ne bo to delalo. Pustimo to, kaj se počne, kakšne vsebine se snema, ampak kao nek ozadje tega je v bistvu ta varnost, ta ideja o varnosti, ki ti je digital da, ker če sem jaz na telefonu zvenil, telefon na percepcice, jaz to lahko izklopim in pač zdaj sem varna, zdaj ker sem jaz to izklopila, sem jaz varna, Ali pa recimo to, da je to varno okolje iz vidika, ker me ne more noben sreča, si tako ali kasneje se ugotovi, da je tako veliko drugih stvari, kot zalezovanje, iskanje identitete in vsega. Ampak ta ideja varnosti je ne samo fizična, tako nasplošno. Čisto okolje, če je za seksualno delo, recimo tiste fizične oblike veljalo, tudi je to nekaj fizičnega, kaj imam jaz fizično stik z nekom, je tukaj nekaj čistega, in tako nimam stika z drugim telesom, ne morem se okužiti, ne more biti umazano, okolje name ne more vplivati. Ker prostori, kjer se opravlja seksualno delo, pa govorimo o fizičnih oblikah, so tudi neki dejavniki, ki na to vplivajo, tudi ta čistoča oziroma varnost okolja. In pa podjetno, to je zelo podjetno. Danes je tudi recimo zgodil ta premik iz tega, da pač to ni samo seksualno delo, ti postaneš nek podjetnik, neka podjetnica, ti upravljaš svojo znamko, v bistvu seksualno delo, tako ni več samo jaz kar dela, jaz spravljam nekaj nečistega oziroma to, ampak ne, to je moje podjetje, jaz si s tem izboljšujem življenje, jaz si s tem gradim neko svojo osebno znamko, ki pač temelji na neki intimi, na neki erotiki. In zdaj na drugi strani imamo pa moralni odnos do prostitucije. Zdaj konkretno posledica v moji raziskavi. Najprej visoka stopnja stigme. Stigma kot taka, če mi tako razumemo, se najlažje tako razložim, oziroma najlažje tako razlagam, je kot nek bonton družbe. Kaj mi dovoljujemo, kaj je družbeno sprejemljivo, kaj mi verjamemo, da je okej in kaj mi verjamemo, da ni okej. Če delaš ti prostitucijo, to ni okej, ker pač tukaj s tem pride marsikaj. Povezovanje z nasiljem, trgovino z ljudmi in izkoriščanjem, kar se absolutno dogaja. Prostitucija je velikokrat vezana na trgovino z ljudmi, absolutno je veliko nasilja in absolutno je veliko izkoriščanja posameznic in posameznikov, ampak ni celotno področje tako. Definitivno se pa to dogajanje, na to treba aktivno opozarjati. Pa nek odziv študentk in študentov, zaskrbljenost. Kaj če nekdo to dela, kaj je s tabo, kdo te je to prisilil? To so bili neki prvi odzivi, ki sem jih doživljala oziroma dobivala, so bili tako, ko sem govorila s posameznicami in posamezniki, so tako, mene bi ful skrbelo, če bi moja kolegica ali pa kolega to delal, ker zihar ni imel druge izbire, zihar bi nekdo to prisilil. Vedno je bil ta moralni, drugi, oziroma ta morala okoli tega, se vedno ti piščala, ne znam reči tega, je bil pač nekdo drugi, ki te v to potiska. Torej, ti nisi mogel sam se odločiti, da se boš prodajal, da boš prodajal svoje telo, ampak vedno mora biti še nekdo, nek zlobnež, nekdo, ki te to potiska. Absolutno to še zmeraj vstaja, ampak jaz samo razlagam zdaj, kaj sem jaz izvedel v svojih pogovorih. Strah, če moj kolega, kolegica to dela, kaj to pomeni? A je on sploh varen, a je ona varna? A ima ona neko varni pristan, kamor veri, a ona lahko neha, a lahko on v bistvu izstopi iz tega? Jaz se ne počutim dobro, če bi nekdo to delal. Jaz se ne počutim dobro, če bi nekdo v moji okolici, nekdo, s katerim sem jaz v nekem odnosu, to počel. In pa pomilovanje, to je pa tudi ena taka zelo motiva, recimo, iz vidika, jaz pa tega nikoli ne bi delala, jaz pa dovolj cenim, da ne bi tega počela. Pri tem pomilovanju je pa ful zanimiva stvar. Velikokrat je bilo tako, jaz sebe dovolj cenim, da tega ne bom počela. Na drugi strani sem imela pa odzive strani oseb, ki se dejansko ukvarjajo, ki so bile tako, jaz sebe dovolj cenim, da namesto navadnega študentskega dela opravljam to. In potem sem jaz imela tukaj absolutno dva nadstropna sepava. Na eni strani moraliziranje telo, čistost, pač spoštovanje lastnega telesa, na drugi strani pa, pač jaz hočem živeti, jaz hočem študirati, jaz hočem imeti možnosti s svojim študijem, zato da ga lahko res izkoristim. To so bili pač neki taki poli, ki so se mi odpirali, ki so pač odpirali še dodatno vprašanje. Torej, stvari absolutno niso samo črne in bele. In pa prostitucija kot nekaj, kar se dogaja tam, tistim na robu. Veliko tu v filmih ali pa kje vidimo, da so prostitutke tiste, ki so na cesti, ki so čudno oblečene, ki so kičaste, ali pa recimo v Amsterdamu si lahko predstavljamo, zato ker je tam tista prostitucija za steklom. Nekaj, kar pač to se pa nič ne dogaja, ker seksna prostitucija v resnici v Sloveniji nekaj ni. In to je nevidno. Ampak ne, pač prostitucija se dogaja. Recimo v Sloveniji je največ stanovanjske prostitucije. Kaj to pomeni, da stanovanje, kjer ljudje živijo v blokih, najema, recimo reka oseba stanovanje in noter je pravila pač prostitucija, ker v Sloveniji prostitucija je dekriminalizirana, ni pa legalizirana. Iz vidika ti ne moreš postati zvodnik nekomu,
iz sedišča, pač tako. Ti ne moreš nikogar upravljati, ne moreš nikogar dela, lahko pa samo od sebe delaš to in imaš ESP, to je recimo neka specifika Slovenije. Pa pragmatični odnos oziroma pogled na OnlyFans. To bo pa zdaj vse v redu, neka normalizacija, to je pa zdaj na spletu, to so pa družabna mreža, to so pa neke platforme, o platformnem delu se danes ful govori, se poznamo recimo Volt, poznamo Vlovo, poznamo vse te platforme, ki to je pa ok, in hkrati pa ok tudi recimo OnlyFans, se to ni naš AZP platforma, to je tam, to je neka pretočna vsebina, mogoče deluje podobno kot Netflix, sam pač ne more vsaj dostopati, tako ni plačaš. Jaz se odločam, kakšno vsebino bom dala gor, pač ti, če se odločaš, da boš to plačal, da boš temu sledil, boš dal gor. Iz tega pač izhaja ta pragmatični pogled. In pa ločevanje digitalnega telesa in nekega fizičnega telesa. Moje digitalno telo absolutno nič ne čuti, moje digitalno telo lahko naredi kar če. Moje digitalno telo jaz ustvarjam. Jaz naredim masko, s katero delam. Z mojim digitalnim telesom jaz v bistvu ne čutim, jaz samo igram. To je neka prezenca, to je neka predstava, s katero jaz pač prodajam svojo intimo, in pa fizično telo, ki pa absolutno vse čuti, to je pa pač to ni ok. In pa na drugi strani tudi ta shift oziroma ta premik v temu, iz tega, da oseba, ki opravlja seksualno delo, v to, da oseba v bistvu ustvarja vsebine. Torej ne gre se več za opravljanje seksualnega dela, ampak ustvarjanje vsebin. In zdaj, kdo razmišlja in kdo dela? 30% vprašanih se strinja, da je seksualno delo lahko način zaslužka med študijem. To se mi zdi kar velika številka. Zdaj, če gremo še malo nazaj, jaz sem imela konkretno 955 ljudi v raziskavi, ki so pač odgovarjali na ta vprašanja. Torej, seksualno delo, za te, ki so se pač vključili v mojo raziskavo, se jim to zdi lahko način zaslužka. Se mi zdi, da to že postaja nek zanimivi faktor, nek dejavnik, zakaj bi se mladi lahko odločali za to. Če ti verjameš, da je neki lahek način zaslužka, je veliko večja verjetnost, da boš ti začel nekaj takega delati, pa da boš to probal sprobati. Ker pač dan danes, sicer se zdaj neki višajo te minimalne postavke študentskega dela, ampak recimo, čist primer. Govorimo o prostituciji, 150 € za uro, ali pa 1 ura študentskega dela, ki je zdaj koliko? Ko je 7 €, se mi zdi, da je nekaj takega, ne vem, koliko je zdaj, ki se nekaj viša. In pa postanejo take stvari, zelo hitro logične, samo iz tega vidika, če pustimo vse druge dejavnike, kaj je zraven, kaj pride zraven, v bistvu to lahek način zaslužka. To je logično, zdaj bom jaz s tem preživela. 19% vprašanih je že pomislilo, da bi lahko za spolni odnos prejeli plačilo. Torej, ok, spet, 19% niso to visoke številke, so pa kar visoke številke. A pomeni, da je mogel nekdo vsaj enkrat pomisliti, kaj pa če bi mene lahko za nekdo plačal, jaz lahko s tem služim. Recimo, ful je bilo zanimivo, da so na to večkrat pomislili osebe, ki se identificirajo kot moški, kakor osebe, ki se identificirajo kot ženske. Ker je nek tak podatek, ker recimo mene, tega nisem pričakovala. Torej, 19% vprašanih. Pa naslednja stvar. 35% vprašanih je pomislilo, da bi lahko prejeli plačilo za seksualne erotične vsebine, kot so vsi video posnetki. Torej, recimo si lahko predstavljamo neko platformo OnlyFans. Jaz sem veliko poslušala recimo pogovore, pa je tudi nek tak hec ratuje med mladimi, se je nič hudega, se pa če karkoli ne bo šlo, vedno lahko prodajano slike svojih stopal, vedno se da pač sam slikati, si malo slikaš rice, to bo že nekdo kupil, vse to pa ni nič ta, zdaj tako smo vsi na Instagramu, tako zdaj kot ta striptease kultura, torej kultura razkrivanja, kultura, ko smo mi vsi na voljo, ko se naša telesa vedno bolj kaže, zato ker med spletli, tako mi tega ne čutimo, je to v bistvu čisto te, in še danes jaz poslušam kolegice in kolege, ki se tako, kaj pa če to res naredim, se pa se recimo lani oziroma letos, konec lanskega leta, začetku letošnjega leta se recimo to vpeljalo še furs, in tudi vprašanje tega, da moraš imeti dejansko pripravljen ESP, ampak tudi to postaja neka zanimiva stvar, Saj tega jaz ne čutim, to se pač brez problema. Zdaj, 22% vprašanih pa je že pomislilo na to, da bi lahko upravljal katerokoli obliko seksualnega dela. Zdaj, seksualno delo, to je veliko več, kot samo prostitucija pa OnlyFans. Lahko govorimo o stripteasu, lahko govorimo o dominaciji, lahko govorimo o vročini, lahko govorimo o erotični mesaži, pač teh ljudi je ogromno. Ampak kar je bilo pa res zanimivo, so bili pa te dejavniki, radovednost. Torej, ni nujno, da je samo finančni dejavnik tisti, ki te v to potisne ali pa te v to prisili, porine, ampak je lahko tudi pač neko stvar, kot se reče, radovednost, ampak vse to je čisto v bistvu logično, če tako pogledamo. Mladi smo tisti, ki smo malo bolj seksualno radovedni, smo tisti, ki pač preiskujemo svojo spolnost in tudi pač to je nek normalni del. Ok, finančna stiska, o tem sem že povedala, zato ker pač so situacije, ki se ti dogajajo, moraš preživeti, moraš narediti študij vsem, še ni pocen, kot smo že prej ugotavljali.
in pa želja po izboljšanju materialnega statusa, kar je pa drugače, kot pa finančna stiska. Ker na finančna stiska jaz probam preživeti, želja po izboljšanju materialnega statusa je pa v bistvu koncept, jaz hočem luksus, jaz hočem boljše življenje iz vidika, ne vem, potovanj, iz vidika življenja, okolje, kjer živim, zelo dobro veste, tisti, ki ste bili v študentskih domovih oziroma ste najemali sobe, da v bistvu ni vsaka soba isto ok, ne, kot zate, recimo prostor, kjer se lahko učiš ali pa študiraš za boljšo prihodnost. To so neke take, poželjne stvari, ki res ne smeš enačiti, zato ker te take dejavnike enačimo, ne bomo res razumeli situacij, zaradi katerih mladi prihajajo noter. Zdaj v sami tej raziskavi, ko govorimo o anketi, se je meni 2,5% oziroma 24 oseb tudi izpostavili iz vidika, da so opravljali seksualno delo med študijem. Zdaj, če govorim čisto na svetovni ravni, svetovno povprečje je tam nekje med 2,5 pa 3,5%, sem da nekatere države, ko govorimo o anglosaškem svetu, torej ko govorimo predvsem o Angliji, v Ameriki, v Avstraliji, torej te države specifično, kjer je pač nek kapital v šolstvu in tako nujno potrebno, da ti lahko sploh študiraš, no je pa te procente ful višje, se pa govori že o tam 5 do 7% oziroma pa nekod že o 10%. Zdaj, a je to relevantno in to pač vsak presodi pri sebi, ampak meni se je zdelo, glede na to, da jaz to anketo osebno nisem iskala, ljudi je tukaj veliko, ker pač, če že sem iskala predvsem pri pogovorih osebe, ki se ukvarjajo, se mi zdi kar tako zanimivo. 20% vprašanih študentk in študentov ima že izkušnjo s tem, ki da jim nekdo med časom študija ponudil plačilo za erotično sliko in videoposnetek. Torej, če smo prej govorili o tem, da nekdo razmišlja o tem, je pa tukaj zdaj nekdo, ki ima dejansko izkušnjo, da mu nekdo ponuje denar. Torej, to ni več samo nekaj, kar obstaja v naših glavah ali pa o čem mi razmišljamo ali pa premišljujemo, da bi počeli, ampak je nekaj, kar nam tudi okolje sporoča, da bi lahko počeli in da smo lahko za to plačani. 9% vprašanih ima izkušnjo s tem, da mi je nekdo ponudil plačilo za spolni odnos. Spet. Torej, nekdo je prišel do nekega študenta in mu ponudil, da mu bo plačal za to, da lahko seksa. Se mi zdi, da je to kar veliko boj. Spet, 9% ni to veliko, ampak je pa izkušnja, ne? 18% vprašanih ima pa izkušnjo, da jim je nekdo ponudil, da bi plačila za opravljeno seksualno delo. Zdaj pa spet govorimo o tem celem ciklusu, kaj vse ti lahko počneš z vidika seksualnega dela. Pa to spet toliko večji procent, ne? Torej zdaj, kdo? Pač 18%? Meni je bilo to zelo zanimivo. In zdaj, če gledamo malo tako v neki temu širšemu kontekstu, ne? 30% lahek način zaslužka in pol tedva 19% že pomislil na spolni odnos in 35%, da bi lahko plačilo za seksualne zapline in pol hkrati še teh 22%, ne? Tukaj je že malo spreminjanja po procentih, se itak so eno možno jih odsobanje pri raziskavi, ampak to nam vsem pokaže nekaj in sicer, ne vem, če gremo čisto, to je kaj, ena petina mladih že pomislim, da to bi lahko spolnimi odnosi služili denar, ne. Torej, to je aktivno, pač to vse dogaja. To samo zato, ker imaš ti nek odnos do tega, da ti to ni v redu, to ne pomeni, da tega ni. In bolj na drugi strani spodaj 12, 9, 18%, torej osebe, ki imajo izkušnjo, da jim nekdo ponuja denar za to. Torej, to ni več samo znotraj naših glav, to je nekaj, kar se aktivno ponuja, kar se aktivno išče, kar je aktivno predstavljeno študentki ali študentu kot neka priložnost, kot nek način, da lahko ti zaslužiš. Torej, tvoje telo ni samo ideja, ki jo imaš ti do svojega telesa, ampak je nekaj, kar je videno kot nek objekt, za neko blagovno izmenjavo, za nekaj, kar ti lahko pač plačaš. In potem, kakšen odnos ima posamezni študent ali študentka do druge osebe, ki opravlja seksualno delo, in sicer glede na to, kakšno ima razmerje s to osebo. To je tudi ena izmed takih vprašanj, s katerimi me pač res zanima to, torej te odnosi, ki jih imamo ali z drugimi. Ali je ta intimnost odnosa, bolj kot se intimnost odnosa povečuje, a so čustva kaj drugačna. Seveda se je to potrdim. In sicer najprej, večja kot je bližina študenta s posamezno osebo oziroma študentke s posamezno osebo, močnejša opredelitev. In te opredelitve so bile veliko bolj negativne. Torej, bliže kot smo vsi z nekom, bolj imamo negativne občutke do tega, da bi ta oseba opravljala seksualno delo, oziroma do tega, da pač mi to zvemo, da so kar tako ošita, ne pač, kva? In pa druga, univerzalnost presenečenja, kar je zelo zanimivo, ampak je v bistvu logično, mi v naših vseh odnosih, se to je neka taka stvar, vsak odnos mi vrednotno iz sebe, ker imamo z nekom. Pač mi pričakujemo, da to, kar mi dajemo, da bomo v isti meri dobili nazaj, ampak to ni, in tudi zgodi se, velikokrat se dogaja zelo verjetno, marsikdo v dvorani, pač poleg mene, ki poznam ljudi, verjetno pozna nekoga, ki mu pač ne bo povedal, da ima izkušnjo s tem,
iz kateregakoli vidika, ali iz upravljanja, ali iz ponudbe, ali karkoli, zato ker se o teh stvarih ne govori, ker je taka stigma do teh stvari, da o tem ne boš govoril, ki je težko tudi zaupati nekomu, ki mu ti zaupaš. In pol je ta presenečenje, ne, je tako, recimo jaz sem imela sogovornice in sogovorniki, ko so bili tako, jaz ne bi verjela v life, da bi moja najboljša prijateljica to upravljala. To ni govora. Ona bi mi zihar vse povedala. Ali pa moj brat tega ne bi mogel delati, jaz bi bila presenečena, da on dela kaj drugega, kot da je na računalniku. So pač neke take izjave, ki so zelo tako, ampak to je zato, ker pač itak ne premišljuješ, ne? Ker če to ni vidno v tvojem polju, ti ne veš, da to obstaja. In tudi take stvari se ponavadi ne skomunicira, da obstajajo, ne? Ker se toliko težko zaupa, zato velikokrat recimo osebe, ki se ukvarjajo s seksualnim delom svojim družinskim članom, sploh ne povejo, da se s tem ukvarjajo. Ne zato, ker mogoče ne bi zaupali, ampak zato, ker je taka stigma okoli tega, ker je itak pač renome, vse logično, ne se poje taka stvar, ki je pač drugačna od neke normative. Ne? Kdo pa, ne vem, v preteklih raziskavah sem imela sogovornice, ki so rekla, ki bi to povedala, ok, to bi me ko moje obesil. So mi tak pač strahovi, ki so v ozadju, so zelo veliki, ali pa če bi to povedala, zihar bi se vsi moji frendi nehali z mano družiti. In to je pač logično, da pride do nekega presenečenja, ker ti pričakuješ po eni strani zaupanje, po drugi strani pa pač to zaupanje nekdo, ki sploh opravlja seksualno delo, zelo težko da, za te stigme, ki je pol tega, ne? Ker je skod nek ta mehurček, kaj če ta mehurček poči, mi spada na tla, ali pa mi spada na tla. Dinamika interesa se spreminja glede na spol. Ko mi je bila absolutno zanimiva stvar, moški so interes razumejo, oziroma osebe, ki se identificirajo kot moški, so interes razumejo kot kaj so te vsebine, ali pa tako, ker sem bila tudi komentarca. Komentarje, torej kaj so te vsebine, mene pa zanimajo te vsebine, a si jaz lahko to pogledam. Pri ženskah, torej osebe, ki se identificirajo kot ženske, je bil pa ta interesiranost bolj to, a rabiš pomoč, a ti lahko pomagam, da nehaš to upravljati, kaj se ti je zgodilo, kaj se okoli tebe dogaja v življenju, da moraš ti to vedeti. In pa še relativna nevtralnost nekaterih odnosov, recimo, če nekdo naš znanec, če nekdo naš sodelavec, recimo, kolega, tak študijski kolega, torej ne govorimo konkretno o prijateljih, te v resnici ne zanima, s tem, da recimo to, ko se je govorilo o sodelavcih, je bilo pa zelo zanimivo glede na pozicijo dela. Če so govorile osebe, to je pa pri pogovorih, ki upravljajo socialno delo, ki se ukvarjajo z nekimi pedagoškimi poklici, so bili tako, ne, to ni govora, to bi jaz prijavila, nadrejene osebi to bi bilo treba prijaviti, zato ker je to sporno za upravljanje tega dela. To je prišlo tudi že teh dejavnikov, torej katera dela ti lahko in katera dela ti ne smeš upravljati. Ne? Recimo tudi eden izmed sogovornikov je izpostavil to, da on dela v vrtcu ali v osnovni šoli, ne točno, zdaj in je rekel, če da jaz to izvedel, da jaz to prijavil, ker ta oseba dela z otroci. In ker ta oseba dela z otroci, ona ne sme tega delati, ker je to sporno za te otroke. Tudi če je to boje absolutno ločeno, kar to spet pokaže to, da pač določeni odnosi pa določene pričakovanja, ki jih imamo do določenih služb, do nekih upravljanj, so pač zelo specifični in imajo že neko normativo, kako se ne bi to izvajati. In zdaj, a je motivacija več, kot je denar, nekaj sem tako že prej povedala. Torej radovednost in dolgčas. Na eni strani, kaj ta radovednost prinaša? Radovednost je v bistvu, ko govorimo o tem, kakšna je moja seksualnost, kaj si jaz želim predstavljati z mojo seksualnostjo, ali jaz želim preizpraševati, ali jaz želim preizkušati nove stvari. In velikokrat mladi študentke in študentke, ki so govorili z mano, so govorili ravno o tem, da so oni v bistvu s tem preizpraševali svojo seksualnost, so preizpraševali stvari, ki jih znajo, stvari, ki jih upravljajo, stvari, ki jih delajo. In pa na drugi strani ta dolgčas, torej ta manjko, meni je pa dolgčas, je pa ravno nek dopamin, in kako ta dopamin dopolnil, ne vem, bom seksala za denar, bom seksu za denar, torej kot to je neka kratkoročna dejavnost, ki jo jaz lahko počnem, zato da zapolnim ta manjko pri mojem dolgčasu. Pol ta hiter zaslužek, preživetje ali luksus, kar sem tako že veliko povedala. Ta ideja hitrega zaslužka je nekaj, kar je res univerzalna in je v bistvu postala že nek tak, pač ne sam joke, pač to že postala že neka mantra, se bo okej, imamo vedno OnlyFans na rešitev, to je to, ampak to preživetje ali luksus je pa tisto, kar se bo najbolj preklapa, Ali mi res govorimo samo o preživetju, ker jaz nimam niti za jesti, ali mi dejansko govorimo že o luksuznih dobrinah, ki si jih nekdo želi. In pa tudi potrjevanje, torej identiteta, ne samo identiteta, kdo sem jaz, ampak potrjevanje strani drugega. Pri seksualnem delu, torej pri določenih oblikah, konkretno OnlyFans, ko so neke slike vsebine, te všečne, ti dajo neko potrjevanje, ti dajo nekomu samo všeč, mogoče pa to kul, da jaz zgradim na svoji identiteti, da moja identiteta postane pač malo bolj močna, da je nekaj, kar jaz lahko zdaj pokažem, zato ker mi to pomaga pri tem, da jaz sebe potrdim. In to so neke take stvari, ki pol pridejo zraven in sam to, kul. Ampak
Če pa govorimo še o kakšnih drugih motivacijah, a ne, torej, ki niso denar, niso radovednost, niso dolgčas, a ne, je bilo pa pol še recimo samo tako za zabavo, tudi gambling je bil na način iz vidika, sem jaz tem igrala, da vidim, do katere mere jaz lahko pridem. A je to samo nekaj, kar pač mene lahko škoduje, ali mi ne more škodovati. So bili recimo fetiši, bom jaz prej spraševala svoje fetiše s tem. Torej ne samo iz vidika radovednost, dolgčas, ampak to, mene pa zanima, mogoče pa to hudo. Tako da pač dejavnikov, ko prideš v to, poleg pač tistih, ko govorimo o nasilju, ko govorimo o trgovini z ljudmi, kar je treba absolutno preganjati in absolutno ne sme noben sprejeti, je tukaj ful več. In kaj v teh dejavnikih zelo pomembno, ko ti govoriš o teh stvarih, ko ti probaš razumeti, zakaj se mladi za to odločajo, zakaj mladi to upravljajo, moraš razumeti te dejavnike. Ker če jih ti nagovarjaš izven teh dejavnikov, zaradi katerih so oni šli, ti izgubiš pozornost. Jaz, če bom šla z vidika, to ful ni dobro za tvoje telo, to ful ni, velikokrat sem zbila, lahko s tem tudi način komunikacije in jaz sploh ne morem razumeti, zakaj se je nekdo prišel v nekaj, zakaj se nekdo odloča nekaj upravljati, ker ti moraš najprej razumeti ta dejavnik, ki te v to potiska. Nekaj, kaj je tista stvar, zaradi katere, je bilo to res samo strah, je bilo to res samo denar ali kaj drugega. Ker če vse jemljemo kot isto, ne bomo mogli ne nagovarjati teh stvari, nekateri temu pravijo problem, jaz temu rečem, ampak je neko družbeno dejstvo, zato ker pač seksualna vela oziroma prostitucija, vse te oblike obstajajo že mnogo let. In to so pač, je treba nujno na ta način to razumeti. Zdaj pa nekaj ključne ugotovitve, da se ne kupno še časa. Imam še nekaj časa? Ja. Ok, da. Torej, ključne ugotovitve moje raziskave, se to bom pa zdaj malo raztegnila, torej študentsko seksualno delo je družbeno dejstvo v Sloveniji. Samo zato, ker mi osebno ne poznamo nikogar, samo zato, ker mi ne vemo, da se to dogaja, ali pa dogaja v naši okolici, to ni res, da ne obstaja. Zdaj, recimo, če pogledate malo na družabno mrežo, če se vzamemo to reklamo od mestnega OVZ-ja za to moje predavanje, se je vedno več mladih začelo pogumljati, to se je zdaj nekje novembra se je začelo, jaz sem zdaj spremljala to zadnje 4 leta, kdaj bo to konkretno prišlo v Slovenijo, da začeli javno izpostavljati, da imajo platformo OnlyFans, da imajo te profile in so se začele v bistvu ta funkcija nekega influencerja, nekega vplivneža, ki ima na Instagramu neko vidno persono in ta funkcija, če hočeš še več denarja, če hočeš še več, nekako skladati. In še bolj zanimivo je, ker demo je pa ta, vedno več teh mladih, ni nujno, da so v študentski populaciji, ker te, ki se zdaj tudi izpostavljajo, nekateri niso. Govorijo o tem, da si želijo kupiti stanovanja. Torej, mladi si želijo v bistvu prihodnosti in na to prihodnost razmišljajo, mogoče pa rešitev te prihodnosti v ravno seksualni industriji, ravno v tem, da jaz tako pravim neko seksualno delo, ravno v tem, da bom jaz pač šla v to, ali pa bom šel v to in si bom zdaj pač v 3-4 letih kupil stanovanje, ker zgodbe o tem pa so, da si v celoki, da lahko priješ do stanovanja. In ko govorimo o tem, da pač teh dejavnikov nimamo, da se mladi v bistvu ne moramo, v Ljubljani kupiti stanovanja oziroma moraš opraviti ne vem kakšno delo, da ga lahko dobiš, mladi zloki, da pridejo do tega. Pa ta dvojna morala, kaj je zdaj ta dvojna morala pri obdelovanju določenih oblik, torej obsojanje prostitucije na eni strani, ali pa pragmatično sprejemanje digitalnih platform, torej vse, kar je fizično, kar se dogaja v tem prostoru, kaj se dogaja zdaj, kar je fizično vstopamo, to je nekaj, kar absolutno ni v redu, to je nekaj, kar se ne sme dogajati, to nimaš izbire, to nikoli nisi imel v bistvu v resnici izbire. To je bila vedno prisila, bilo je neko nasilje, bilo je neka, patriarhat v ozadju, torej vedno je bil nekdo drugi, ki te je to prisilil in pa na drugi strani, pa se je v redu, če imaš platformo, se to je ok, ker je itak. Se vam tudi jaz Instagram, pa se to vidim, pa malo povšečkam. Itak smo digitalnih platform navajeni, zaradi pornografskih vsebin, da so itak pornografske vsebine na malo drugačen način, oziroma samo platforma je malo drugačno nastavljena. Pa mi je v bistvu itak na voljo, ker se lahko prijavim kjerkoli sem, lahko delam od kjerkoli sem, lahko snemam od kjerkoli sem, in to je v bistvu uporabno. Ker recimo, če govorimo o tem, boš delal fizično, velikokrat tudi danes tako noče več toliko od fizično v službo, bi radi delali doma, bi radi delali na daljavo, bi radi delali povsod po svetu, pa je to postane v bistvu ful hudo, ful neka ideja, neka rešitev, zdaj si pa s tem lahko jaz pomagam za to, da bom boljši, da bom boljša, da bom izboljšala svoje življenje, svoje želje, ki jih imam do tega. In pa še nadzadnje ta odnos do osebe, ki opravlja seksualno delo, spreminja glede na bližino, ki ga nekdo ima s to osebo. Torej, konkretno, odnosi so zelo zanimiva stvar, Bolj, ko so osebni odnosi, bolj nam je neprijetno, bolj nam je tudi težko, bolj smo tudi čustveni do vsega tega, bolj nam je tudi, v bistvu, na eni strani je zelo težko izražati mnenje do tega, kaj narediti, recimo, sami se zamislite, kaj bi naredili, če bi nekdo res v vašem ožjem družinskem krogu prišel do vas, pa bi vam to zaupal. Itak so reakcije ful različne,
Absolutno. Pač tak si tako, joj, a ti lahko pomagam, joj, tega ne delati, kaj bi si mislil o tej osebi, kako, a bi šel najprej živeti to osebo, a bi jo probal najprej poslušati, a bi probal najprej se pozanimati o teh stvari, itak, absolutno čisto te človeške reakcije, ki jih imamo, ali pa ne. Pol je tudi logično, ti odnosi, ki imamo do tega, se pol spreminjajo. In se pol spreminjajo pač vse te stvari. In zdaj, kaj to jaz to v svojo raziskavo lahko naredim, a ne? Zdaj, skvala sem pač, to je bila neka miniaturna, za moje pojme, vseeno raziskava okoli tega, ki se pač zame vleče za zadnjih 5 let, ne. In prva stvar je to zavedanje, da to obstaja, ne, vedno več, ne glede na tematiko, zdaj, ali govorimo o seksualnem delu, ali govorimo o kjerkoli v drugih tematikah, se je treba pač o tem javno pogovarjati, ker če bomo samo moralizirali, to je okej, ali pa to ni okej. Pač s tem ne rešimo dejansko situacij, zaradi katerih se mladi odločajo za take stvari, ali pa za katere druge, ali pa za katerih so potisnjeni, ker če mi hočemo to nagovarjati, moramo najprej probati razumeti. Torej, jaz sem se najprej videla, ok, potrdila sem si, kar sem jaz zdaj par let na terenu ugotavljala, ne, torej teren moje populacije študentske oziroma splošno raziskovanje seksualnega dela v Sloveniji, torej ja, to je obstaja, to ni nekaj, kar sem jaz samo opazila v svojem krogu ljudi, ki jih poznam, torej to se zdaj dogaja. Kaj so pa zdaj neki naslednji koraki, ne? Jaz imam neko idejo, da se tu že pogovarjam, da bi naredili neko svetovalnico, zato da se mladi, oziroma pač ja, mladi študentke, študenti, kdorkoli lahko obrne in vpraša, ne, ker v tujini, recimo so zato pač cela združenja, ampak v tujini tudi vemo, da so šolstva zelo plačljivo, ne, imajo 50, 60, 70 evrov plus, pač ti lahko en letnik šolnine, ne, v Sloveniji, hvala Bogu zaenkrat, če o tem ne govorimo. Ampak te stvari vsem prihajajo sem, ne, in ta plačljivost šolstva pač prinese s sabo tudi to iskanje drugačnih oblik zaposlitev. In če recimo govorimo čisto konkretno, če ti nimaš nekega znanja, ne, danes recimo jaz prihajam iz humanistike, boš ksojil sosedkovah, si boš brez službe, boš imela pa neko tako minor job, pa naj sej pač, vi najci programerja, to bo najbolj zate, ker tako boš imela varno življenje, ne, torej, ali boš programer, ali boš pa pač to delal, ne, ampak to ne govorim, da to moraš delati, da smo si na jasnem, ampak postajajo pač te ideje, edini način, da ti zaslužiš, je ali boš pač bral seksualno delo, ali pa ne, noben se pa ne ukvarja, zakaj mladi, kako so mladi v bistvu danes potisnjeni v to. A je to samo zato, ker je pač seksualna industrija neka rešitev? A je to pač neka posledica? Je to rešitev kaj zdaj to? Je to samo dejavnik? A je to samo nekaj, kar se mi zdaj odločimo, da bomo delali? Ali je to nekaj, kar pač je tam kot neka rešilna vilka? Zato, ker je tam ful denarja, ne? Ker drugače denarja ne znaš, to je. In se mi zdi, da pač ključen vidik je tudi ta pogovor v šolah, v srednjih šolah, torej ne konkretno od seksualnih delov, ampak na splošno teh spreh, ker ti moraš razumeti, da to sem pač pride kot neka stvar, ne, to je pač odziv na nekaj, to ni nujno, pač so tudi velike nasilja, velike izkoriščanja ljudi, ne, in tega prije, ampak prije do tega pač mora ali oseba se zločiti za to, ali pa oseba potisnjena v to, ali pa prisiljena v to. In to so pač tiste stvari, ki so zdaj naprej nekako monoplano, torej pač narediti neko svetovalnico, iskati neke rešitve, kako bi se lahko o tem več pogovarjali, kako bi ljudi lahko nekako izobrazili, da se to dogaja, zato da pa lahko najdeš neke rešitve, ali je to rešitev kaj pa če probamo se začeti pogovarjati, zakaj mladi bežijo v to in zakaj se jim je zdi več vredno delati navadnih študentskih služb, ne, ker velikokrat slišimo, pa saj to je dobra navadna študentska služba, če boš imel izkušnje, ne. No, v tujini, pa zanimivost, na LinkedIn, če poznate to omrežje, poslovno omrežje, dajejo osebe, ki se ukvarjajo z OnlyFansom, to kot pač izkušnjo, zato ker to so veščine snemanja videov, veščine pisanja scenarijev, ker ti moraš biti zelo kreativen, da pišeš scenarij pa snemaš skenarij. Veščine pač delanja s stranko, user support, torej ko govorimo pomoč stranki, pogovor s stranko. In to so vse stvari, ki jih lahko zelo hitro, ne, pač prenesel s neko veščino. In to se zdaj v tujini dogaja, ne. In to so stvari, ki se bodo po mojih malo začele tukaj dogajati glede na to, kaj se dogaja v medijih in to, o katerih stvarih se vedno več pogovarjamo oziroma katere stvari se vedno več izpostavlja. To je to, hvala.